Daša Ždrnja, premier. Kako prisluhne, ko pridete po napornem dnevu domov, zdaj, ko ste v pokoju, a znate imeti kaj prostega časa samo zase? Ne. Kaj to pomeni? Ko greš v penzijo, po domače rečeno? Penzijo ni več prostega časa. Ja, dajte to malo razložiti. Ja, gledajte, vse posod smo aktivni. Kamorkoli pridem, vedno upokojen se srečam. Tako da za doma skoraj ni več časa. Dobro, zdaj ste se malo pošalili, pa vseeno Franc Vedenik povedal. Ni to šala, to je resnica. Delovanje pa gradimo na nekaj izhodiščih. Ta izhodišča mislim, da smo vsi sprejeli za svoja, pa naj jih vsaj nekaj našli. Torej, stalno želimo dvigovati nivo delovanja društva, stremeti k novostim, torej se bolje organizirati in tako naprej. Krepimo dobre medsebojne odnose. Mislim, da brez tega uspešnega dela društva ne more biti. Torej, medsebojni odnosi mislim, da so zelo, zelo pomembni. Spodbujamo medsebojno sodelovanje in spoštujemo drug drugega. Tudi brez tega ne gre. Moramo torej graditi med nami prijateljstvo in se poslušati, znati poslušati predloge in kar pač imamo ideje. Odpiramo se navzven. Jaz mislim, da ne smemo biti zapečkari, ampak se odpirati navzven, iskati sodelovanje z nami, s sorodnimi društvi, organizacijami, kajti to bo samo krepilo društvo, krepilo bo tudi naš odnos do družbe. Mi si želimo torej sodelovanje z mlajšimi generacijami, predvsem iz dveh vidikov. Prebudi se, maček nudi, stacu si 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 nudi.
sem razmišljal, mislim, da je tole zdaj kulturna sekcija Društva upokojencev Velenje čez 50 let. Medtem ko bova mi Upokojencev Maribor Center, da se pobratimo, smo seveda z veseljem sprejeli to pobudo in letos smo spomladi podpisali to listino pobratenju v Mariboru. In mislim, da nam ta listina odpira široke možnosti sodelovanja, izmenjave izkušenj in pa, kar me izredno veseli, da smo našli v tem društvu res prave prijatelje, ne samo upokojence, ampak prave prijatelje in bomo seveda stremeli, da bomo to sodelovanje nadgrajevali. Mi smo ljudske pevke, po imenu Marize, s centra Maribora vesele razigrane, s centra Maribora vesele razigrane. Čeprav smo že sivi glas, v srcu smo
zahvaljujemo z enim majhnim skromnim darilom in pa spominčkom na naše srečanje, ki verjetno ni zadnje. Upaj. Iz Maribora, vedno ste dobrodošli tu med nami. Pa to o pokojnini nas še lahko večkrat zapelje. Predsednik Franci Društva pokojcev Velenje. Kak je zapravo Velenje ali Veleje? Velenje. Velenje. Tako pa za vse prav. Moram reči, da sem izredno počaščen, da vam lahko prinašam iskrene pozdrave in čestitke za ta vaš jubilej. Drugače pa bi še rad posebej pozdravil gospoda župana. Jaz mislim, da je to velika čast, da nas je obiskal. Pa seveda tudi direktorja občinske uprave. Eminentne goste, ker kot sem poslušal po poročilu oziroma po najavi, imate same eminentne goste dovoljene. Mislim, da to svet lokalne skupnosti in komunikacije. Slovenije. Vsi poznate to staro trto, to je žametna črnina in smo se s predsednikom dogovorili, če bi lahko dobili cepič. Jaz sem rekel, jaz bom dobil cepič, vendar certifikata pa ne morem, ker to pa Saša rihta. In mogoče da Velenje že celo malo, gospod župan? Dobrega kletarja, Danija Brzelaka, ki si Dani, nekje sem te videl prej. Evo, trta imaš tu novo in jo moraš, tak mi je predsednik naročil, še zdaj posaditi in očuvati, da bo zmrzala do spomladi. Ima naredila škode, tako da bomo zdaj samo polovično pili, danes pa ga lahko pa kar precej. Imamo pa torej dobrega kletarja, Danija, ki to skrbi. In mislim, da bo tudi zdaj ta nova trta iz Maribora, upam, da bo dobro obrodila. Prepir dela doma, poveže ni tako. Moram reči, da se tudi žena mi pridruži večkrat v društvu. Tako da ena... Jezus, kakor kam smo prišla. Ja, no pej, ajde. Ja, No, pa daj, no. Pej, no. Povej, vprašaj. Vprašaj. dober dan. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Dober dan, ne? Kaj pa želite? Ja, vejte, jaz sem prišla. Ja, mi pa sva prišla zato, Ne, ker... no, kaj bi rada? Ja, vejte, mislim, da sem prav prišel tulkenih vrat je tele pri vas. Ja, in? Ja, vejte, stvar je taka, da jaz tudi mesec pejzi nisi dolgo, pa sem mislil, če Ja, bi se... nisem bolj bi bila mislila, Ne, samo eden govori, no. Katra, molči, no, vse tukaj me pusti govori. Kako pa se pišete? A jaz? Ja, vi ja, to pa drugo. on se piše... Njega sem vprašal. No, nič ne vidim. Jaz vidim samo to, kaj tukaj piše. Vi ste zame, Okroj se. v vašem društvu. Ja, imamo res mlado moč, delovno moč, ki nam veliko pomaga, ki se je, rekel, poistovetila z nami, ki zdaj že leto in pol uspešno deluje. To je Špela Krenker, jaz se vabim tudi na oder. Kako se vi, mladenka, počutite med temi mladimi fanti? Jaz moram reči, da se počutim odlično. Ja, kdaj se ponavadi zjutraj dobivate? Ja, zgodaj. Ja, ampak Špela, da lahko delujete, pa lahko danes na tem dogodku povemo, da imate ob jutranji kavici vedno eno posebno energijo. Ja, A veste vsi, kaj to pomeni, a ne? kava z visoko peto. Tako, kava z visoko peto. Kdo je ponavadi skuha? Franc ali pa Ivan? Ja, skuhamo jo jaz ali pa gospa Pavla, ki je tukaj z nami tudi danes zadaj.
Upokojenci nekako vedo, kdaj so ta srečanja, te aktivnosti. Kaj pa ostali, recimo, ki bi se vam želeli? A hodite v center te aktivnosti? Ne še. A hodite? Dajte malo ostati, lepo prosim. Zdaj recimo, da vas boli neka lopatica, kar ostanite spodaj. Špela, samo pokažimo recimo, kako se mi razgibavamo v društvu upokojencev Velenje. Dajte tiste osnovne. Bravo, iskrene čestitke, to smo naredili. Sveda, kaj mislite, koliko let šteje? 92 let šteje. Zvečer se pa završki fantje zbero in na srca gredo. Pod vrhom med sliglami zramček čepi, po potu mu gledajo okenca tri. Za tretjim pa Katrica spi, saj skriva se precej zbudi. Ko fantje svoj glas zaženo, no okenca v temi posluša, skoz roženkrat skrito posluša, ker boji se močno. A završki fantje narašč prav glasno, po trikrat povrhnimo kranka, gredo, zdaj gredo. A završki fantje narašč prav glasno, po trikrat počasi navzdol pripojo. Zakaj pa bi napični fantje veseli ne peli vriskali ne? Saj krtica v sladke želja vode gre in Katrica v 20-leto. Zakaj pa bi nabiti fantje veseli ne peli vriskali ne? Saj krtica v sladke želja vode gre in Katrica v 20-leto. Jaz pa vem, da ti si moja in da ljubiš me srčno. Kaj če skrivaš to pred mano in tajiš ljubim tako? Jaz sem rožico utrgal, si na srca jo pripel. Rad spoznal dekle vinjega, ki mi ljubijo za to povzel.
Anton Šmerc. Pri gospodu Šmercu moram pa tudi komentar dati. Tone poje pa v tem zboru že 46 let. Mi enostavno sodelujemo vsako leto bolje, ker nas je vsako leto več penzionistov. Ampak jaz sem pol. To pomeni, po delovni dobi sem že 7 let v penziji, na 4 ure. Po letih in izgledu sem še pa nisem za penzijo. Maja, še vi kakšna beseda? Dober večer. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa vsem, ki ste danes prišli. Ja, na Radiu Velenje smo ponosni, da lahko tako dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo. Mi smo tu in vedno dobro sodelujemo, vedno poročamo, vedno pa tudi radi opozorimo na kakšne stiske, ki se vam upokojencem dogajajo. Mi bomo tu, še naprej bomo sodelovali z vami vsemi. Vesela sem, da je to sodelovanje složno in da tudi medgeneracijsko sodelujemo. Tudi mladi so bili danes in v slogi moč in tako gradimo vsi skupaj lepo lokalno skupnost. Hvala, ker nas poslušate. Hvala na to temo. Diana, izvolite. Hvala lepa, dober večer in čestitke seveda ob 75-letnici. Bom se navezala malo na Rajkota, jaz sem pa že čisto blizu. Pa kakor veste, mnogi med vami se z vami že kar veliko družimo, ne? Me poznate iz nekih dogodkov, ki jih prirejamo v Velenki, tako da sem zmeraj vesela, ker je v vaši družbi zmeraj super. Seveda se pa tudi v časopisu da vedno kaj zanimivega napisati, koristnega, podobno kot je rekla Maja Oderlap, da opozorimo na to, na eni strani dobre stvari, ki jih počnete, na drugi strani mogoče težave, ki jih imate, skratka, da izpostavimo vaš način življenja, da tudi drugim povemo, da je v vaši družbi dobro, tako kot je današnji pogovor tukaj tekel, se pravi, uživajte še naprej, bodite zdravi in vse dobro vam želim. Hvala lepa za priznanje. Hvala lepa. Iskrene čestitke, sledi podelitev plač. Plaketo pa prejme tudi Boris Rak. Proglasili bomo tudi najšportnico in najšportnika 2023. To sta Ana Bedenik in Blaž Đugarič. Đugarič, pa sem še vprašala vaše upokojence. Blaž, a veste, sem povprašala vaše kolege za nagrado. Iskrene čestitke. Vseeno me zanima, kakšen je pa trenutni zdaj položaj upokojencev tako v Šaleški dolini kot tudi na državnem nivoju? Ja, v lokalni skupnosti moram reči, da je lokalna skupnost poskrbela dokaj veliki meri za starostnike in tudi upokojence. Občine Šoštanj Boris Okoličniku in tudi župan občine Šmartno ob Paki Janko Kokošarju. Hvala lepa.
4-letna, 5-letna naša ideja v društvu je, da se formira v občini Velenje svet za starejše. Ideja je v tem, da bi se problematika upokojencev, ki se zdaj zbira na raznih nivojih, pa ne samo upokojencev, tudi ostalih starostnikov, torej različne inštitucije obravnavajo to problematiko in vse tudi vsak po svoje rešuje. Naša ideja je, da bi se ta problematika zbirala na enem mestu in tudi z enega mesta reševala. Tudi za prihodnost, ne da nas skrbi, ampak bi jo želeli uresničiti. Je pa, da bi ta dnevni center aktivnosti, ki smo ga prej predstavili, torej nadgrajevali. Imamo še idej, interesa je, obiskov je veliko in seveda tudi tu želimo pač podporo občine in upam, da bomo tudi tu dobili. Vedno prav. V slučaju, da ima podrejeni prav, kar nikoli ni mogoče, si oglej prvi zapovedi. Šef na delovnem mestu ne spi, on počiva. Šef ne pije, on degustira. Šef ne zamuja, on je službeno zadržan. Šef ne zapušča delovnega mesta, on je potreben drugje. Delavcu ni potrebno misliti, kajti namesto njega misli šef. V slučaju, da ima delavec kakšno idejo, velja 9. zapoved. Če slučajno delavec misli, mora misliti kot šef. Za vse skupne uspehe pa je vedno zaslužen šef. Iskrene čestitke šefom. Ne samo za upokojence, tudi za mlade, za vse generacije smo lahko veseli, da ga imamo. Ja, meni je bila zaupana prijetna naloga strani upravnega odbora. Torej, podelili smo danes nekaj priznanj, zahval, plaket in odločitev upravnega odbora je bila, da še eni osebi podelimo plaketo društva. Ta oseba je zelo vpeta v delovanje našega društva in brez nje v bistvu ne bi mogli ustvarjati te zgodbe o uspehu, ki pravimo, da smo jo uspeli te letih narediti. Zdaj, da župan prosim, če nam pač nameniš nekaj spodbudnih besed za naprej. Hvala lepa, malo se bojim, da vsega tistega, kar bi si želeli slišati, ne boste slišali, ampak ko sem takole poslušal, to je razlika zdaj med šefom pa županom. Če ima šef na podjetju vedno prav, v lokalni skupnosti imajo pa občani vedno prav. In občanke in občani ste in so tisti, seveda, ki kreirajo odločitve tudi tako imenovanih lokalnih šefov ali županov in tudi sam jemljem to odgovornost seveda v tem smislu, v tem obziru, da pravzaprav je vedno znova potrebno prisluhniti tistim, ki konec koncev živite v nekem okolju, ki prosti ali pa neprosti čas seveda namenjate razvoju naše skupnosti. Ni samo razvoj skupnosti to, da nekdo s fizičnim delom nekaj postori, polepša mesto, kaj zgradi, ampak je konec koncev tudi razvoj neke skupnosti, pravzaprav stvar osebne percepcije oziroma osebnega odnosa posameznika do soljudi, do družbe, v kateri se nahaja. In v tem globalnem svetu, v katerem danes živimo z vsemi temi izzivi, s katerimi se soočamo in katere lahko vsakodnevno spremljamo pred malimi ekrani, na srečo neposredno doživljamo, je pravzaprav življenje ali skupnost ena velika igra, v katerih je vedno znova potrebno sprejemati kompromise. Kompromisi so pa tisti, ki dajo neke optimalne rezultate in kot župan sem seveda primoran k temu, da vedno znova tudi sam iščem kompromise. In verjemite mi, čez 300 društev ima v našem okolju različnih velikosti, različnih dejavnosti. Vsako izmed teh društev ima kakšno željo.
Župan je pa tisti, ki mora seveda te želje tako ali drugače izpolnjevati, če jih pa ne more izpolniti, mora pa seveda iskati kompromise. In prepričan sem, glede na vaše izkušnje, vaše znanje, konec koncev tudi vašo modrost, ki jo imate, s katero ste zgradili naše mesto, so ustvarili vse te medosebne odnose, ki so na zelo visoki ravni, da bomo tudi po vseh teh izzivih, ki nas čakajo, ki jih je tudi sam predsednik navajal, dosegli odločitve, ki bodo šle v dobrobit naše skupnosti in v dobrobit vseh vas in nas, ki tukaj živimo in tukaj delujemo. Kakšne bodo te rešitve, pa je stvar kompromisna. Veselim se našega naslednjega srečanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Predvsem pa veliko zdravja. Srečno. Smo Rdeči dvorani organizirali tekmovanje z DUS-a, neuradno tekmovanje Zveze društva upokojencev, da je v tem Kornholu oziroma Štrbunku. Vse to bomo naprej še promovirali. Tudi naše Mariborčane smo navdušili za to igro in jim tudi podarili te rekvizite, da lahko trenirajo. Hitimo, meni se pa zdi zelo pomembno, da zjutraj, ko se zbudimo, jaz osebno se zahvalim, da sem živa in zdrava, ker ne vem, kaj se dogaja v telesu in želim širiti to pozitivno energijo. Kako biti pozitiven dan danes? Jaz prvo mislim tisti, ki ste še aktivni, ki delate, da mora delo ponovno postati vrednota, kar mislim, da zdaj ni, da smo na to pozabili. In v firmah oziroma sredinah, kjer ste zaposleni, dajte ceniti te firme, dajte jih spoštovati. Jaz sem bil 40 let aktivni, še zdaj sem aktivni v družbi in vem, kaj je to. Ko je tim seveda, da ko bo napočil ta čas, da se pridružite nam, vključite v naše društvo ali ostala društva in torej nadaljujete z aktivnostmi. Konovski štrajkarji ste pripravljeni. Lidija, koliko let praznujete? 30 let. Eno za igrajte, potem pa se spremljamo. Zdaj ti damo, da za kruh
seveda iskrene čestitke tudi za vaših častitljivih 30 let. Pa zdaj čaka. V predverju pa čaka neka upokojenčka, pa tudi še kaj druga. Teda vas vabim seveda vse v predverje in seveda vsem bi se rad zahvalil, ki ste prišli danes na to naš praznik, praznovanje 75. obletnice. Hvala tudi vsem nastopajočim. V glavi imam pa ene znamenite besede predsednika Kučana, ko je rekel, danes je dan za sanje, jutri je nov dan. Teda jutri nadaljujemo za svojim uspešnim delom naprej. Hvala lepa.